Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota skrbi za pisano paleto dogodkov na področju športa, kulture in turizma v mestni občini Murska Sobota. Tako vsako leto sledimo vsem tradicionalnim dogodkom, kot so festival Soboški dnevi, Soboško poletje, Skrito dvorišče. K tem dogodkom pa dodajamo kakšne novosti. Tako smo letos imeli na prenovljeni Slovenski ulici Igrivo ulico, ob Soboškem jezeru pa Igrivo jezero. Samo v gledališču Park imamo v eni sezoni oziroma v enem letu več kot 260 predstav in filmskih projekcij. Zavod že 6 leto v mestnem središču ima tudi turistično-informacijski center z lokalno trgovinico in lokalom. V sami trgovinici Hranilnica prekmurskih dobrot se sedaj nahaja že več kot 45 lokalnih ponudnikov, ki so našli svoje mesto tukaj na policah. In če v Hranilnici prekmurskih dobrot najdemo same najboljše stvari iz Prekmurja, lahko v regijskem Ticu v Expanu najdemo več kot 100 različnih ponudnikov iz Prekmurja, Prlekije in Štajerske. Na zavodu se trudimo, da v vseh aktivnostih, bodisi športnih, kulturnih ali tistih, ki se dotikajo turizma, stremimo k trajnosti. Urbana Murska Sobota je namreč vpeta v naravo, med Krajinski park Goričko in biosferno območje reke Mure pod UNESCO zaščito. Da bi mesto ohranilo to zdravo okolje za življenje in delo, sledimo tako na mestni občini kot na zavodu načelom trajnostnega razvoja. Tako pripravljamo in izvajamo tudi številne projekte, kot je na primer celovita obnova in dograditev kolesarskih povezav ali nakup koles. Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ima na primer za izposojo na voljo 40 klasičnih koles in 4 e-skiroje. Tudi sistem izposoje soboški biciklin se nadgrajuje, postaje se širijo vsako leto tudi izven meja občine. Tako lahko soboški biciklin poleg teh 5 postaj, ki so v Murski Soboti, sedaj najdete že tudi v Rakičanu, Puconcih, Moravskih Toplicah, Veržeju, Bodoncih. Imamo 16 e-koles in 26 klasičnih koles v sistemu soboški biciklin. Na zavodu spodbujamo občane in obiskovalce, da mesto obiščejo in raziščejo s kolesom, tudi z inštalacijami, ki smo jih postavili na Slovensko ulico s prebarvanimi starimi kolesi po mestu, na katere smo nadeli napise z zelenimi navadami. Pri soorganizaciji dogodkov zavod spodbuja ponudnike k trajnosti. Za vsemi ponudniki, ki soustvarjajo naše dogodke, kot je na primer kulinarični festival Sočna vilica, sklenemo dogovor, da ponujajo hrano in pijačo v zgolj trajnostni embalaži. Na samih dogodkih pa vedno poskrbimo, da je na voljo dovolj zelenih otokov oziroma košev za ločevanje odpadkov. Ker vse te majhne stvari sploh niso majhne. Zavedati se moramo, da prispevek od vseh nas nekaj šteje. Le skupaj lahko ohranimo srce Pomurja zeleno.